Že tukaj Valentin. Pogosto se sprehajam po Dravskem nabrežju in potem opažam ob potki tudi razno zelenje in predvsem mi zadnje čase v oči skačejo koprive. O koprivah sem slišal že večkrat, kako so koristne, ampak do zdaj, v roku enega leta, odkar hodim po tej poti, se še nisem odločil, da bi te koprive nabral. Spraševal sem se, kaj je tisto, kar me odvrača glede tega, da bi dejansko koprive nabral. In en argument je to, da imam doma v zamrzovalniku špinačo v kockah. Kupljena seveda v trgovini in ta špinača je zelo praktična za uporabo. Enostavno se jo vzame iz zamrzovalnika, pogreje, stopi in je takoj pripravljena na uživanje. Zakaj bi se torej mučil z nabiranjem neke zelenjave, ki bi mi vzela čas, ki jo je potrebno nabrati v veliki količini, koliko bi sploh bilo koristi od tega nabiranja. Potem pa me je zadrževalo tudi to, da ima kopriva seveda določene bodice, iglice, ki te zbodejo, ki te opečejo. In sem se bal nabiranja kopriv. Seveda sem si rekel, ok, lahko bi imel s sabo rokavice, ampak spet me nikoli ni toliko pritegnilo, da bi načrtno šel na sprehod z rokavicami in bi si vzel čas, da bi nabral koprive. Res čudno, koliko časa sem odlašal, in potem sem se začel spraševati, kako lahko premagam ta svoj odpor, kako lahko pridem do odgovorov za razna ta vprašanja, za razne te strahove. In najprej sem ozavestil to, da tisto, česar se bojim, je to, da bi kljub temu, da bi koprive nabral in jih skuhal, da potem, ko bi jih pojedel, da bi me opekle v jezik, v usta. To je bil tisti strah, ki je izviral iz neznanja, iz še nepridobljene izkušnje. Potem sem se spraševal, katere koprive bi bilo najbolje nabrati, kje, ob kakšnem času, in ali nabrati samo liste kopriv ali tudi del stebel kopriv, ali ne bi nabral posamezne liste na licu mesta ali pa bi natrgal cele korenine. Bal sem se tudi, da bi me koprive opekle skozi rokavico. Danes sem vzel s sabo kar precej debele rokavice, gumijaste, in sedaj seveda se moram odločiti, ali bom nabiral koprive tako, da bom potrgal samo posamezne liste, ali pa jih bom natrgal tako, da pograbim kar zgornji del, takole skupaj z opecljem. In sprašujem se, ali potem, ko ne jih skuham, ali je dobro, če so peclji zraven, ali naj doma natrgam samo liste. No, takole, končno sem po pol ure nabiranja nabral zvrhano vedro kopriv. In medtem sem se tudi spraševal, ali me bodo mimoidoči sprehajalci opazovali, kritizirali in bo celo kdo prepovedal nabiranje kopriv.
No, na srečo se je pa pokazalo ravno obratno, da sta šla mimo dva prijatelja, naprej ena prijateljica, ki me je potem povabila na en družabni dogodek, in potem še en prijatelj, za katerim se nisem že nekaj časa videl. In to je bilo kot nalašč, ker sem si rekel, da bi bilo fino, da srečam kakšne ljudi, kajti odkar sem nekaj let v Mariboru, nisem še navezal kaj dosti osebnih stikov. In vsekakor mi je fino, da navezujem dodatne stike v tem kraju. Še en faktor sem ozavestil, zaradi katerega sem odlašal z nabiranjem kopriv. In sicer vedno, ko sem se odločil za sprehod, sem imel v umu samo željo, da bi razmigal noge, da bi se nadihal zraka. Nisem se želel obremenjevati z drugimi stvarmi. Pogosto sem tudi med sprehodom poslušal razne izobraževalne avdioposnetke in nisem želel, da bi me kaj motilo pri temu. Danes pa je prav krasen sončen dan, topel jesenski dan, in želel sem si početi nekaj na tem sončku, da bi čim dalj časa preživel v naravi. In to me je dodatno še stimuliralo k temu, da sem se prav danes odločil za nabiranje kopriv. Poanta vse te zgodbe je to, kako ljudje odlašamo dolgo časa z zelo preprostimi odločitvami, kako v svojem lastnem umu premlevamo razne scenarije in podoživljamo določene strahove, ugibamo o tem, kaj vse se lahko zgodi, namesto da bi dejansko preverili informacije, ki so razpoložljive. V današnjem času imamo internet, kjer lahko dobimo odgovore na številna vprašanja. In seveda tudi jaz sem si danes pomagal na ta način, da sem šel pobrskati po spletu glede receptov za koprive, kako se jih nabere, kako se jih pripravi. In končno, po enem letu odlašanja, sem končno se odločil, da jih naberem, da dobim osebno izkušnjo, da vidim, kakšne imajo koprive okus, ali me bodo dejansko spekle ali ne, da se naučim na lastnih izkušnjah in potem naredim določene popravke, če so seveda za to potrebni. V povezavah tega videoposnetka najdete tudi dodatne koristne informacije, kako lahko še bolj učinkovito ozaveščate svoje miselne vzorce, zato da se ne boste vrteli v krogih dolgo časa in da boste lahko napredovali v svojem življenju čim bolj uspešno, da boste prišli do novih spoznanj in da boste lahko seveda prihranili ogromno časa, zato da boste bolj produktivni in uspešni. Hvala za posluh in nasvidenje.